Pol vas bom pa kar jaz vse prav lepo pozdravil, se vam zahvalil, da ste se danes zbrali tukaj v takšnem številu. Začeli smo v bistvu z kampanjo za županske pa lokalne volitve. Rad bi se pol tudi zahvalil gospodu Golobu, predsedniku stranke Gibanja Svoboda in pa predsedniku vlade, da se je odzval in se je danes oglasil tukaj pri nas. Mislim, da še ni bilo takšne podpore strani kakšnega predsednika vlade, kot je danes ta. Je pa res, da mi v Gibanju Svobode dokazujemo v bistvu, da bomo imeli odprta vrata na vladi tudi po volitvah. Pa tako, kot je gospod Golob že povedal, pa če lahko sam povzamem, da se v lokalni skupnosti vse začne, tudi demokracija. Zvišanje povprečnin, ki so jo ta mesec na vladi sprejeli, je tudi dokaz, da to niso samo besede. No. Če bi se mogoče ta trenutek dotaknil samo še malo energetike, ker je ta teden bilo taka odmevna tema in se lokalni časopisi pa tudi določeni kandidati županski pisali o tem. Tukaj bi v bistvu jaz samo rekel, da za mene osebno pa za mestno občino Krško je v tem trenutku pomembno to, da pridobimo spet nazaj zaupanje ljudi, ki vodijo to našo posavsko energetiko. Tukaj treba poudariti še enkrat, da te stvari ni zrušila trenutna vlada, ampak prejšnja vlada, ki je umaknila ljudi, ki smo jim dolgi čas zaupali. In tako kot sem rekel, pomembno je, da se zopet pridobi zaupanje v ljudi, ki bojo delali tukaj. Ne. Tudi ta obisk predsednika, jaz mislim, da je lep korak, prvi korak v to smer. Ne. Z vlado smo tudi že malo se pogovarjali, dali smo določena takšna predloge konkretne, kako in kaj bi se lokalna skupnost bolj vključila in sem prepričan, da bomo tudi našli nek konsens, s katerim bomo zadovoljni eni in drugi. Ne. In pa tudi ob morebitnem umeščanju JEK2 je treba najti nek transparenten način, ki bi vključil lokalno skupnost, ne, in zato se bom jaz tudi zavzemal. Toliko mogoče z moje strani, če bo gospod Golob še kakšno rekel. In zato sem tle. Evo. Lep pozdrav. Je tak zanimiv prostor, določene asociacije vzbuja, dobro. V bistvu sem vesel, da sem danes v Krškem, v resnici sem v Posavju, prej sem bil tudi v Brežicah, najbolj pomembna stvar pa mi je bila obisk jedrske elektrarne, ki se zdaj počasi bliža zaključku remonta in za večino Slovenije na nek način v resnici daje neko simboliko, ampak daje neko poistovetenje, se pravi, zakaj je Posavje pomembno za Slovenijo. Jaz vem, da iz posavske perspektive je pomembno vse, ne me razumeti narobe, ampak simbol te pomembnosti in pa mesta Posavja v Sloveniji je zagotovo jedrska elektrarna Krško. Zakaj sem to zdaj povedal? Ker se ne samo zavedamo danes, ko imamo energetsko krizo pred vrati, te pomembnosti, ampak se tega zavedamo zadnjih v resnici 40 let in še naslednjih 40 let, ne 20. In mi je bilo strašno lepo, kar sem slišal tam, tudi povem direktno, sem bil zelo ponosen kot Slovenec na to, da sem slišal, da je jedrska elektrarna Krška prva elektrarna v Evropi, ki bo zaključila 10-letni investicijski cikel po Fukušimi, varnostni, ma ne samo varnosti, tudi nadgradnja proizvodnih kapacitet. In se mi zdi to tako, wow. Jaz sem vedno zadovoljen, ker se lahko s čem pred svojimi kolegi v Bruslu pohvalim in zdaj že vidim, kako sem lahko s tem hvalil. Zaradi tega, ker imajo marsikje drugje, tudi v drugih jedrskih državah, bistveno večje izzive z obvladovanjem tehnologij, tudi sprejemljivostjo v prostoru in v lokalnem prostoru. In zato se mi zdi tle res tak dober simbol in simbioze z lokalnim okoljem, ma tudi hkrati neverjetne zanesljivosti in varnosti delovanja za širši prostor. Tako da ta del mi je strašno pomemben in je Posavje, kakor energetska regija, samo pridobiva na pomenu za celo Slovenijo. Bom pa šel na lokalni nivo zdaj.
dve stvari, ki sta mi pomembni. Prva je, da je kandidat, da nimamo samo Gibanja Svobode, imamo tudi podporo. Meni se zdi, da takrat, ko uspemo najti podporo, v tem primeru z koalicijskim SD-jem, kje druge še s kom drugim, se mi zdi to zelo pomembno, ker v bistvu izkazujemo to, kar govorimo, da smo za povezovanje. Da res verjamemo, da če smo dovolj spoštljivi in smo odprti za dialog, pol se lahko povezujemo in ko se povezujemo, naredimo boljše rešitve. In dejansko jih lahko res naredimo boljše, to se kaže na vseh nivojih, ne samo na lokalnem, tudi na evropskem nivoju, če hočete. In to je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. In druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da v lokalni skupnosti sta dve točki, ki sta povsod prisotni. In prva točka je razvoj gospodarstva in Posavje ni samo energetika, ampak energetika je, vem, ker sem bil v GEN-I-ju toliko časa, bo rekel, dobesedno steber, okoli katerega lahko gradimo gospodarstvo v Posavju. In ta druga točka so stanovanja. In na obeh teh dveh točkah je pomen lokalne skupnosti neizmeren, ker samo lokalna skupnost lahko zagotovi zemljišča, samo in jih opremi, in samo lokalna skupnost lahko zagotovi dovoljenja, se pravi namembnost za ali stanovanja ali pa za gospodarski razvoj. In takrat, ko veš, da imaš tudi na županskem nivoju in lokalni skupnosti ljudi, ki razumejo tudi kako delujejo, da če temu gospodarski sistemi, bančni sistemi, finančni sistemi, je toliko lažje razumeti, katera je ta pripravljalna faza in katera je potem izvedbena. In verjamem, da tle ne bo tudi z izvedbeno nobenega izziva. Pa čeprav vem, da Posavje brez zamere je finančno kar dobro preskrbljeno napram ostalim slovenskim občinam, tako da vam financ resnici ne manjka, ima vseeno fajn imeti kakšnega, ki bo malo bolj še več naredili iz tega, kar imate. Tisto pa, kar je mogoče umanjkalo, ampak kjer se pa da narediti, so pa na teh dveh področjih, da se naredi ravno, se odpre dodatne potenciale oziroma dodatne možnosti, poleg ostalih. Kar se tiče same politike vlade, glede na to, da nimamo pokrajin in jih verjetno še en čas ne bo, pa tudi pol prijemno, koliko ne jih bo in sploh se ne bom to zaenkrat opredeljeval, jaz vem, ko sem bil prvič v Posavju pred 24 leti, že takrat je bilo Posavje delovalo kot pokrajina v nastajanju. Mislim, da je bila na prvih, če ne celo prva, ko so se 3 občine svoje takrat povezane in ste imeli pokrajino Posavje v nastajanju in je ravno to povezovanje, regionalno povezovanje, je bil v resnici ključ, zakaj je Posavje bilo tako uspešno v relaciji do države, ker ste bili res uspešni, ne mislim, da je samo z vidika nadomestila za skladiščenje radioaktivnih odpadkov, ampak tudi z vidika izgradnje do sedaj verige na spodnji Savi in vseh investicij, ki so temu sledile, ker ste bili enotni. In se mi zdi, da je ravno to, ta enotnost Posavja, ki je mogoče malo začela pešati, ali pa tudi ne, ajde, jaz se je tako začutil v preteklem obdobju, je tisti steber, okoli katerega lahko gradimo, Svoboda pa lahko nadgradi tudi enotnost do državnega nivoja. Ker boste imeli sogovornika, ki bo prvič razumel potrebe, ma tudi bo toliko poznal situacijo, da bo lahko presodil, na katerih področjih poriniti naprej in katerih ne. Tako da ta delovanje, da bomo regijske projekte, takrat, ko boste kot občine povezani, da jih bomo tudi na vladi razumeli in porivali naprej, to izkazujem povsod, ma tle pa še toliko bolj, ker pa res poznam iz prve roke. In se bom kar na to odzval, da v resnici raje, kakor da se ostali hvalijo, raje, kot da ostali kritizirajo, pa ni imela politika nič veze z imenovanjem vodstva GEN energije, kritizirajo, da vodstvo ni iz Posavja, raje se dajte vi hvali, da vi imate pa predsednika vlade, ki je bil 15 let v Posavju. Ker moje srce, jaz sem bil cel cajt zaposlen tle, kar ne pomeni, tudi če nisi fizično tukaj, to ne pomeni, da ne poznaš situacije. In isto velja tudi za novo vodstvo GEN-a. Novo vodstvo GEN-a je od prvega dne zaposleno v GEN-I-ju, ki je ves cajt sestavni del skupine GEN. Kar pomeni, da jaz razumem, da je nadzorni svet izbral najboljšega za ta trenutek, zato da bo naredil en korak naprej znotraj skupine GEN, zato da bo skupina GEN v bistvu prosperirala in še bolj propulzivno delovala na energetskem področju. In bom ponovil, kar sem rekel prej pred nuklearko,
V bistvu ste lahko ponosni, da mi iz cele Slovenije rinemo vam v službo. To ni ravno pogosto po Sloveniji. Običajno se izseljujejo ljudje. No, tako. Tako da to je ena stvar, ki je ne bi podcenjeval z vidika tega, koliko je Posavje v resnici, koliko ima potencijala, ki se ga ali pa se ga ne zaveda. Tako da, čisto za konc, škoda, ker tle ni Desusa, tako da se ne bom hvalil s pokojninami. Okay. Tudi vem, da minimalna plača mogoče v Posavju ni ta glavni problem, ali pa tudi, bom povedal tako, mi smo se odločili pred volitvami in takoj po volitvah, da se bomo letos primarno res ukvarjali z dvemi točkami. In to je draginja, energetska in prehranska, in pa z pripravami na reformo zdravstvenega sistema. Stare reforme smo odmaknili na leto 2023, kar ne pomeni, to bo 1, 2, 3, to ne pomeni, da jih ne bomo izvajali, smo jih pa namenoma zamaknili, da smo lahko fokusirani na tisto, kar je zdaj najbolj pomembno. In prav na teh dveh področjih, sploh z vidika draginje, tudi zdravstva, tam se še ne vidi učinkov, se bo v kratkem, na teh dveh področjih imamo največ aktivnosti. In tudi verjamem, da so tudi najbolj opazne, se tudi lahko pohvalimo, da nam gre zaenkrat zelo dobro v primerjavi, ne verjeti, to, kar nakladajo nekateri, cela Evropa nam zavida, ampak res nam zavida to, kar smo naredili na področju energetske draginje. Italijani snemajo oddaje o tem, kako je pri njih cena 4-krat višja, kakor je v Sloveniji. Na njihovih televizijah je to na pravih televizijah, od Berlusconija televizijah, ne na nekih fake televizijah. Zakaj sem to povedal? Zaradi tega, ker je dostikrat, smo se vrnili na nuklearko, se bojimo biti ponosni, ker naredimo nekaj dobrega. Pri meni tega ne boste doživeli. Ko bomo v bistvu ugotovili, da je nekdo v Sloveniji, a je to športnik, a je to Luka, ali pa je to Stane v nuklearki, naredil nekaj dobrega, jaz sem to ponosen in o tem z velikim ponosom tudi govoril. Ker na ta način si v resnici tudi višamo vrednost, ma ne samo to, je tudi življenje dosti lažje, lepše in potem imaš neko prav drugačno voljo do življenja. Tako da od mene boste vedno dobili optimizem. Bolj, ko bo težko, več optimizma boste dobili. In ne samo tukaj, jaz ga dajem enak optimizem tudi v Bruslju in zaradi tega me to toliko bolj poslušajo. Tako da, jaz želim Krškemu vse najboljše, tudi ne samo kandidatu, tudi celi listi, da se čim boljše odreze. Odlično poznam, ne toliko Stankota, kakor Bogoviča, s Francijem sva bila dosti časa, res dobra kolega, zdaj pač je v Bruslju, nič narobe in povem, da tako kakor poznam Krško, poznam zelo malo občin izven Nove Gorice. Niti Ljubljane ne poznam tako dobro. Tako da boste vedno imeli v meni sogovornika na vseh nivojih. Hvala. To je to? Jaz se nikoli ne ukvarjam z drugimi. Če hočeš zmagati, moraš verjeti vase. In če kaj velja za v resnici vse kandidate in kandidatke, pa tudi v Krškem, je to, da smo izbirali ljudi, ki verjamejo, ki so najprej, ki imajo zgodovino osebnega uspeha. So ljudje, ki so moralno, imajo moralno integriteto in to dokazujejo skozi svoje dejanja in svojo življenjsko pot. Iz tega vidika nam je bila ta odločitev popolnoma samoumevna. Še več, verjamemo, da bomo ravno zaradi tega Svoboda v Krškem še boljše delovala tudi z državnim nivojem. Tako da, jaz ne bom skrival. Mi želimo dati Krškemu priložnost, da tudi preko lokalne oblasti, v kateri bo imelo Gibanje Svoboda pomembno vlogo, doseže še več uspehov v sodelovanju z državo. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kako? Do tega trenutka jih imamo 55, do tega jih je 53 naših, pa 2 sta skupna. Se pa pogovarjamo o podpori še nekaterim neodvisnim. Ta številka še raste.